Živijo punce, no še en video po dolgem času, kjer se samo pogovarjam z vami. Priznam, da mi je kar malo čudno to snemati, ker sem se toliko navadila teh vlogov zadnje čase, pa tudi zdaj sem še v Egiptu in pripravljam en res malo daljši vlog celotnih 14 dni, kjer bo upam, da povzeta energija in vse, kako sem se imela tukaj. Se je pa včeraj zgodilo nekaj, kar je sprožilo, da hočem posneti ta video. Kakor vidite, zdaj nimam nič make-upa gor, nič nimam urejene frizure, dejansko sem nekaj iz bazena prišla, tako da sem totalno neurejena za svoje standarde vide, ampak je pa toliko delno, o čemer hočem z vami govoriti. In sicer se mi je včeraj zgodilo nekaj, kar si nisem mislila nikoli v življenju, da se mi bo zgodilo. Tiste, ki me spremljate že dosti časa in tudi tiste, ki ste šele nove na mojem kanalu, verjetno veste, da se že od malih nog borim z aknami. Da sem imela obdobja, kjer sem upala smeti ven nest brez make-upa in to, da je prišlo že toliko hudo. In zdaj, kakor vidite, snemam video totalno brez vsega. In kaj se je včeraj zgodilo, je bilo namreč to, da jaz sem zvečer po enih 12-13 dneh si končno dala gor malo make-upa. In kar sem videla v gledalu, mi je bilo what the fuck. Pa če sem popolnoma iskrena. Ker zdaj sem se toliko navadila svoje podobe brez vsega, da sem si dejansko lepša bila brez make-upa, kot pa kadar sem dala vse tisto gor. Ja, še vedno sem uživala, ker sem si vse dala gor, ampak se skoraj nisem prepoznala. In zakaj ta video? Kar nekaj vas je tudi opazilo, da se je v zadnjem času moja koža zelo izboljšala in jaz sem kar nekaj stvari delala za to, pa sem nekaj malo se usedem z vami, povem zakaj, kako sploh si je do tega prišlo in kako to, da se končno spremem tako, kako sem, da si končno upam snemati in mi ni big deal brez make-upa, da ne rabim ne vem kaj na slovu, da sem brez make-upa in vse, ampak pač taka sem. Začelo se je, se mi zdi, že nekaj časa nazaj, kadar sem postopoma hotela zmanjšati vse skupaj. Ne toliko zaradi tega, ker mislim, da bi to škodovalo koži, ker še zmeri ne mislim, da make-up škoduje koži, ker večina itak podlagi in vsega je tako narejeno, da so molekule prevelike, da bi sploh lahko prišle v kožo ali pa karkoli. Ja, koža ne more toliko dihati, ampak vseeno ni tako bav nositi make-up, kar vam govorijo večina ljudi. Sem pa želela zmanjšati lih zaradi tega, ker sem ena tistih zagovornic, da ste najlepše take, kot ste. In priznam, da sem se počutila kar hinavsko, da to govorim, zraven pa imam 15 kg vsega na obrazu. Še enkrat poudarim, uživam v nanašanju, uživam v testiranju kremic, uživam v preizkušanju vsega. Ampak zdi se mi, da je najlepši del vsake ženske to, da se sprejme. To, da se zaveda, ne rabi vseh teh krem, ne rabi vseh teh podlag in vsega, da je res lepa taka, kakor je. No, torej začela se s tem, da sem postopoma zmanjševala svoje nanose, da nisem več imela ogromne podlage spodaj, ampak postopoma zmanjševala. Ampak kar pa je dejansko, mislim, da je pomagalo moji koži, je bilo to, da sem pač beauty blogerka in kar pomeni, da vsak teden sem ponavadi preizkušala nove izdelke. To pa je povzročilo, da dejansko z nobenim samim izdelkom nisem 3 tedne samo tistega uporabljala. Sem uporabljala ga, ampak sem zraven zmeri dodajala še kaj. In vse tiste, kar se malo bolj zanimate za kožo, veste, da to je obup za kožo, zato ker se ne more navaditi nečesa. Ampak lahko samo ena sestavina v enem izdelku bo odreagirala slabo z vašo kožo in vi boste zavrgli celotno rutino in še nekaj drugega. Nekje na sredi decembra pa sem se odločila, da se tu ustavim, ker sem dobila tisti Lancomov serum, kar je povsod bil, kako se mu reče, zelenje. No, sem dobila tisto in sem rekla, ok, zdaj, če bom pa res to uporabljala, ker ima bolj fancy, bom pa samo to uporabljala in dejansko ne omenjala serume, ampak bom držala samo pri tem. In začela se je samo, da sem ta serum začela konstantno uporabljati. Potem sem videla, da to dejansko deluje, da so bile že malo izboljšave na moji koži in sem se odločila to narediti čez preostalo kozmetiko. Tako sem nekje od sredine decembra dejansko vse, kar sem uporabljala, do konca in še let na to šla na drugo. Če sem doma slučajno imela dva ista izdelka, naprimer 2 isti kremi ali pa 2 ista seruma, sem prvo uporabljala tistega, do konca potem šla na istega in šele potem zamenjala. To sem videla, da je moji koži že neverjetno pomagalo. Zato tudi zadnje čase, ko mi pišete, kaj uporabljam in to, sem pa spoznala, da ni toliko pomembno, kaj uporabljate na vaši koži, kakšne izdelke. Sicer ja, glejte malo sestavine, ampak je pa res, da sem opazila, da ni pomembna firma, ni pomembna, koliko je drag izdelek, ampak to, da vzpostavite neko rutino, da se neke stvari dejansko držite od prvega dneva, ko začnete uporabljati, dokler je ne porabite do konca, ne pa da kadar vidite, mogoče po enem tednu, da samo hujše naredi.
da pustite, ker dejansko to, kar vam hujše zgleda, je lahko za vašo kožo 100-krat boljše, ker si je končno lahko prečisti. Ok, torej to je bila prva stvar. Prva stvar je bila, da sem se končno držala ene stvari, da nisem menjala in da sem vzdrževala svojo rutino. Druga stvar, kar sem tudi spremenila, je bila ta. Začela sem res piti ogromne količine vode, ampak potem, ko mi je še Maja rekla, koliko je to dejansko dobro zaradi LPG-ja in vsega, ker ti te slabe toksine in vse ven spravi, da res moram piti ogromne količine vode, sem začela. In se mi zdi, da to je tudi za mojo kožo naredilo neverjetno spremembo. Če ste pričakovali, da zato, ker sem v tem videu brez make-upa, da bom rekla, da pomaga, da ne nosite make-upa, pač ne, tega ne bom rekla. Mi je nekaj punc, tudi mogoče kakšna blogerka, ki bi to naredile, da če nosite make-up konstantno, vam še bolj zapira pore, ampak iz svojih izkušenj lahko povem, da to ni res. Sem imela obdobja, ko sem bila res cake face, pa nisem imela enega mozolja, in obdobja, ko totalno brez make-upa sem bila in je bila obraz poln vsega. O tej že večkrat sem rekla, da mi ni prijetno govoriti, ampak zdaj je itak že v zoni, tako da zakaj bi skrivala. Torej, sem kadilka. In sem imela obdobja še v lanskem letu, ko si je šla sigurno škatlica cigaretov na dan. In zdaj, kar sem se končno navadila zmanjšati vse skupaj, se mi zdi, da tudi to je ogromno pomagalo. Medtem, kadar sem se jaz, na primer, poglabljala v same mozolje, izvore in vse, je tudi kar nekaj zaradi kajenja. Verjetno ste že videli v kakem mojem videu. In sicer okoli ustnic. To pa sicer textbook bi rekel, da se bolj pojavljajo spet na ličkih in tukaj. Jaz sem pa pri svoji izkušnji, iz svoje izkušnje pazila, da je zmeri, kadar sem malo preveč kadila, se kakšen pojavil okoli ustnic. Kadar sem zmanjšala s kajenjem in upam, da slej ko prej bom tudi nehala, so se tudi te mozolji totalno odstranili. Čeprav to sovražim priznati, ampak ima tudi Matjaž prav. Je pa ogromen del tudi to, da sem se končno naučila sprejeti sebe. In se mi zdi, da tudi samo telo in same celice odreagirajo na to, kako se mi počutimo sami s sabo. Ker jaz vem, še kako leto nazaj se res zelo nisem počutila fajn v svoji koži in moj obraz je to kazal. Ne samo z aknami, ampak tudi z podočnjaki, saj sicer to še vedno imam, ker pač to imamo v družini, ampak je dosti manj. Podočnjaki z rumenkasto kožo, res zmeri sem delala tako utrujena, skoraj mrtva. In se mi zdi, da potem, kadar se enkrat sprejmeš, kadar se začneš ljubiti samega sebe, da se tudi samo telo odzove in da ti ne toliko štale dela v telesu, po domače povedano. Zato res se mi zdi, da tudi po teh 12-13 dnevih brez make-upa sem jaz prvič v življenju doživela to, da sem spila sama sebe všeč zaradi tega, ker sem se vsak dan videla v ogledalu večkrat dnevno, ker tako sem se malo mazala z vsemi kremami za sonca in vse. Sem se večkrat dnevno videla svojo podobo, ne tisto z ne vem kolikimi kilami make-upa in z vsem. In sem se že toliko sprejela, da včeraj, kadar sem dala make-up gor, jaz se nisem več prepoznala. Ja, se pa, kad sem dala še maskaro in vse sem bila, ok, you fine. Ampak predtem pa dejansko mi je bilo, ne, zakaj sploh to pacam gor. Pač ja, uživala sem v tem, kar nanašam, ampak to je bilo to. Prvo hočem, da te osnove damo skozi. Kar je meni res najbolj pomagalo, je bilo to, da sem se končno držala neke rutine, da nisem skakala enkrat to preizkusiti, drugič to, tretjič to. Ne skakati en dan anti-age, drugi dan za mozolje, tretji dan za suho kožo. Ne. Ja, opazujte svojo kožo, to tudi jaz delam. Če vidim, na primer, kljub temu, da imam aknasto kožo, imam tudi sušeno povrhnjico, kar pomeni, da meni se dosti aken dela tudi zaradi tega, ker imam sušeno povrhnjico in koža začuti, o ne, ni vlage, dajmo še nadpoprečno mastiti kožo in zato nastajajo mozolji. Dejansko je pa vsa povrhnjica je sušena, spodaj je vse kul. Opazim, da pridejo taki suhi deli, tudi jaz znam kako močnejšo kozmetiko, ampak to sem jaz delala, opažam, da prvi teden, dva, zdaj sploh ni potrebe več potem, ker se mi je koža toliko umirila, da imam že 2-3 mesece eno in isto, se mi zdi konstantno. Druga zadeva, voda. To je toliko krat, kolikor slišimo, je zelo, zelo pomembno. Kadar sem že mislila, da sem dosegla tista 2 litra dnevno, pač ne, očitno moje telo rabi dosti več, da se prečisti. Zdaj, kar sem prišla, ne, 3 litra sigurno na dan spijem, če neš več, če posebej tu v Egiptu, tukaj se mi zdi, da sva kot kamele, da konstantno hojimo po vodo. Se mi zdi, da to je še najbolj pomalo, ker dejansko daš telesu tisto potrebno, da se prečisti. In tretja stvar, če ste kadilke, vem, da je težko nehati, vem, da zapaše kdaj cigaret, ampak dajte vsaj zmanjšati. Jaz vem, da sem imela obdobje, ko sem šla na kavo s kolegom ali pa s kolegico iz, ne vem, pol škatlice čikov je šla ob eni kavi. Neumno, zakaj? Ni mi ne pasal, ampak pač navada, zato ker med tem, ko se pogovarjaš, niti ne opažiš, koliko kadiš.
tako če že ne morete nehati takoj, dajte vse zmanjšati, dajte prist, ne vem, pol škatlice na dan na 3-4 cigarete, če že morate kaditi. Ker sem sama pri sebi opazila, veste, kaj dostikrat govorijo, ja, umite si obraz zvečer, umite zjutro, zmeri ali z gelom ali s tistim ali s tretjem. Jaz sem opazila, da moji koži to zelo ne odgovarja. Sicer enim to ekstremno dobro deluje in ohranja kožo na tistem pH in ohranja v balansu, v ravnovesju. Ampak jaz sem sama pri sebi na primer opazila, da kadar sem delala to zjutraj in zvečer, zdaj ta hrani sušeno povrhnjico se še bolj izsušila in sem še več čakan. Tako zadnje čase, kar delam, zjutro že na 2-3 mesece ne uporabljam več nobenih losjonov, ne nič za spiranje, ampak samo vodo si sperem in to je to. Ja, mogoče bi kakšne blogerke, mogoče bi kakšne dermatologi in vsi rekli, ja, to ni prav, ampak jaz sem videla, kaj moji koži pomaga in dost imam tega, kaj mi drugi govorijo, naj delam, tako da dejansko zdaj poslušam svojo kožo in delam, kar njej paše. To je tudi na svetu, po moje, kar se ga res držite, da lahko tudi zdaj, kar vam jaz govorim, vam bo pomagalo, ampak če vam že zdaj neka rutina pomaga, ne iti menjati, ne delati nekaj samo zato, ker sem jaz rekla ali pa kdo drugi. Dejansko poslušajte sebe, poslušajte svoje telo, kaj vam paše in idete to delati. Ok, jaz sem zdaj verjetno s tem video končala, ker je najverjetneje že zelo dolg. Rada vas imam in se vidimo. Čau, čau!